Spoštovani gasilci, dragi bratje in sestre, vsi, ki ste danes tukaj navzoči, to se priporočamo še posebej svetemu Florjanu, da nas bi varoval časnega, pa tudi večnega ognja. Današnja nedelja je tudi 4. velikonočna nedelja, nedelja dobrega pastirja. In zato nas Božja beseda postavlja v kontekst, ko smo prebrali v prvem berilu najprej preganjanja te prve krščanske skupnosti. Apostolska dela o tem govorijo direktno, kar smo prebrali. Nato pa tudi odlomek iz Janezovega evangelija na simbolen način spregovori vsem tem in pokaže, na tak način je Jezus Kristus naš odrešenik, zakaj je naš pastir in tudi kaj pomeni slediti Jezusu Kristusu, ki je naš pastir. Toda prebrana besedila tudi pomirjajo, ne predstavljajo le podobe ovac in črede, ki same ne bi imele veliko možnosti za preživetje, ampak predvsem tudi dobrega pastirja, ki jih varuje, ki jih vodi in je končno tudi temelj vsega tega, za kar kot kristjani živimo in si tudi prizadevamo. Kdor je izmed Jezusovih ovac, se pravi, kdor je slišal njegov klic hodi za menoj in mu tudi sledil, kdor se je odločil za Jezusa Kristusa in je temelj njegovega življenja, se zares nima ničesar v njegovem življenju bati. Jezus daje močno zagotovilo, da je Bog močnejši od vseh stvari, s katerimi se kot ljudje srečujemo, tudi z mnogimi težkimi življenjskimi situacijami. In pravi, da ne more iztrgati ovc nobeden iz njegove roke. Pogobljenja torej ni za tiste, ki sledijo Gospodu njegovemu evangeliju, ki se trudijo uresničevati svoje poslanstvo. In končno se mi, dragi bratje in sestre, danes tukaj in sedaj v tem prostoru želi pomembno dodati, da Jezus povedal priliko te besede v templju, takrat, ko so ga obkrožili filozofi, pismouki, farizeji, vsi tisti, ki so bili nekako temelj tistega časa, tisti, ki so zaznamovali tiš čas in ga končno tudi uresničevali. In se sprašujejo, ali je on tisti pravi odrešenik, ali je tisti, ki je prišel, tisti, ki bo rešil vsega hudega. Jezus si na to vprašanje ne odgovori naravnost, saj se zaveda, če se nekoliko pesniško izrazim, da so imeli selektivni duh. Če bi jim povedal, da je odrešenik, mu tega gotovo ne bi verjeli in mu tudi niso. Če pa bi dejal drugače, bi tudi ne lepo ravnali z njim, ker bi vedeli, kdo je on in ne bi po njegovih besedah uresničevali vsega tega, kar jim je povedal, ker so se zavedali, da je odrešenik drugačen, da bo na drugačen način prišel, tega takrat niso vedeli, toda niso sprejeli v polnosti njegove besede. In danes smo, dragi bratje in sestre, mi tukaj in sedaj in tudi mi danes poslušamo njegovo besedo, ki je enaka, kot jo je izrazil pred več kot 2000 leti. In če smo tudi mi del njegove črede, če mu sledimo vse polnosti, potem se tudi danes nimamo ničesar bati, saj je Gospod naše varno zavetje. To je zelo pomembno danes, ko razmišljamo tudi o podobi dobrega pastirja, kakšen je dobri pastir in kakšna je ta podoba tudi v današnjem času. Zato gotovo najprej razmišljamo o Bogu kot dobrem pastirju in vsem tistem, ki mu v službenem duhovništvu sledijo. Torej priporočamo vse duhovnike, misionarje, dobrotnike, vse tiste, ki so Bogu posvečeni na poseben način. Oni in vsi mi se zgledujemo po Jezusu, ki je dobri pastir. Posebej v teh dneh prosimo tudi za novega papeža Leona, ki je dobri pastir v vsej čredi. Njemu je zaupana in nam se zanaša vsa čreda Kristusovih ovac na zemlji, vsa vesoljna cerkev, v katero smo zajeti tudi mi v krajevni cerkvi. Oni vsi, ki nam je zaupano biti zgled čredi, nikoli ne smemo pozabiti, da svojo službo, svojim poslanstvom
Usmerjamo ovce, to je ljudi proti Kristusu, ki je dobri pastir. In smo vsi del te Božje črede, ki potuje proti izpolnjenju, proti nebeškemu Jeruzalemu. Ne dušni pastiri, ne ovce, naj ne sledimo samemu sebi ali kateremu izmed nas, ampak samo Jezusu Kristusu, ki je resnični pravi dobri pastir. Pastir je on in samo on daje resnično večno življenje. Res je, da smo mi dušni pastiri, njegova podaljšana roka in orodje v njegovih rokah. Nikoli pa duhovniki nismo Jezus Kristus, razen pri bogoslužju zakramentih, ki ga predstavljamo, nismo mi samo klicani odrešeniki. Morda je zato lažje služiti nekomu, ki ga mogoče vidimo, slišimo in se z njim pogovarjamo. A naše poslanstvo je biti s Kristusom in mu slediti. On je edini, ki nas resnično vodi, ne pa tega ali onega duhovnika. Zato nas danes, dragi bratje in sestre, tudi Božja beseda vabi, da bi pogledali nekoliko globlje v svoje človeško poslanstvo. Da se ne bi ustavljali tudi predvsem večkrat pri človeških razsežnostih vsakega dušnega pastirja in ga presojali potem, ali jim je všeč, ali ima sposobnosti, ali kaj bomo storili zaradi tega, ker nam je on to rekel, zaradi tega, ker nam paše, kar nam je rekel, ali tudi njegova družba. Dragi bratje in sestre, Jezus Kristus je tisti, ki je tudi duhovnike postavil vsem tem, kar se nanaša na Boga. Zato tudi nesposobne usposablja za to, da bi v tistem trenutku, ko so postavljeni, vodili njegovo čredo. Duhovniki smo in moramo biti dobri in krepostni, kar pa ni razlog, da postanemo neke vrste goruji. Jezus Kristus je edini odrešenik in mi nam samo kažemo, da bi vsi lahko njemu tudi sledili. Duhovniki smo tudi zmotljivi in grešni ljudje, kar pa za nas nikakor ne sme postati izgovor, da ne bi sledili Jezusu Kristusu in da ne bi prav vodili zaupane osebe. Zgledi vrečajo, zato je zelo pomembno, da naši življenjski odločitvi vedno znova gledamo, kaj Jezus Kristus v danem trenutku od nas pričakuje, da bi Božje ljudstvo vodili tja, kamor on želi. In hkrati tudi vsem nam daje zagotovilo, da nihče ne more Bogu iztrgati Božjega ljudstva, teh ovc, ki za Gospodom gredo in po duhovniku njegovi besedi tudi sledijo Jezusu Kristusu in njegovemu poslanstvu. Samo tiste ovce, ki se izrecno same odločijo, da ne bodo sledile, lahko zapustijo to čredo popolnoma svobodno in s tem tudi izberejo odgovornost, ki sledi takim odločitvam. Današnja nedelja dobrega pastirja je tudi sklep molitve za nove duhovne poklice, kar pa ne pomeni, da tudi našo molitev danes zaključimo. Po Božji besedi gotovo vsi čutimo veliki in pomemben klic, da bi vsi skupaj kot eno srce in ena duša molili za nove duhovne poklice in predvsem s svojim zgledom podpirali vse tiste, ki jih Bog kliče v to službo. Da bi vsi skupaj starši, kateheti, dušni pastiri, vse Božje ljudstvo pomagali vsakemu, da bi postal najprej domač z Jezusom, da bi poslušal in slišal ta njegov glas, ga v polnosti sprejel in tudi osebno svojo besedo odgovoril na to poslanstvo. In končno ni potrebno biti nikogar strah, kajti če Jezus pokliče nekoga, mu daje tudi potrebno moč, da bo lahko v življenju izpolnjeval to poslanstvo. Toda brez srednje, zaupne in iskrene molitve ni mogoče najprej niti vztrajati v veri, kaj šele biti povezan z Gospodom. Zato je lepo to tudi mati Terezija, ki je že blažena, izrazila v neki svoji misli, ko je zapisala. Prva je molitev. Iz molitve prihaja resnična in prava vera. Ta vera je potem iz ljubezni. In končno iz ljubezni pridejo dela in odločitev za Boga
in s tem tudi za svojega bližnjega. V tej sveti maši pa se želimo predvsem zahvaliti tudi dobremu Bogu za požrtvovano delo vseh vas, dragi gasilci in gasilke, ko se po zgledu svetega Florjana izročate Gospodu po njegovi volji in po svojih močeh sooblikujete naše konkretno življenje. Naj še naprej ohranja vaš pogum, vašo požrtvovalnost, predvsem pa tudi vašo nesebičnost, da bi lahko služili bližnjemu, kar pomeni najbolj pristno uresničevanje osnovne misli Gospodovega evangelija, namreč zapoved ljubezni do Boga in do svojega bližnjega. Zato je nekje nekdo tudi zapisal: to, da si in kar si, je najprej Božji dar tebi. To, kar boš naredil iz svojega življenja, pa je tvoj dar bližnjemu in Bogu. In to je, bratje in sestre, naše pomembno poslanstvo. Vsi kristijani naj živimo kjerkoli moramo najprej življenjskim zgledom in s pričevanjem svojega življenja preko Gospodovega evangelija uresničevati svoje poslanstvo. Razodevati novega človeka, tistega, ki smo ga oblekli z zakramentom svetega krsta in ga v moči svetega duha pri zakramentu svete berme tudi sprejeli in ga podeljujemo vsak dan svojega življenja v naših konkretnih odločitvah. Zato je današnji dan, dragi bratje in sestre, spraševanje vseh nas, ki smo kristijani, vsak v svojem redu, kakšno poslanstvo živimo kot kristijani in kako Gospodov evangelij vsak dan, s komorkoli se srečujemo na vseh poteh našega življenja, to besedo življenja tudi uresničujemo. Vsak na svoj način v svojem poklicu, kjerkoli delujemo, postanimo Božji sodelavci v tem Gospodovem vinogradu ali v tej čredi ovc, ki sledimo Jezusu Kristusu, ki je naš dobri pastir. Samo tako in prav tako bo naše pričevanje resnično pristno in se bo tudi razodevalo v tem svetu, da bomo lahko pristni kristijani in Božji sodelavci. Zato danes vsi skupaj in tudi kot posamezniki prosimo Gospoda, da bi znali vedno znova tako verni laiki, kakor mi duhovniki, na vseh področjih našega življenja sodelovati. Predvsem pa najprej slediti Jezusu Kristusu, ki je dobri pastir. Potem se nam ne bo treba bati volkov našega življenja, vseh preizkušenj, vseh tistih, ki nam tudi nasprotujejo, da bi v moči Gospoda lahko resnično pričevali, da bi v poti za Gospodom v iskreni ljubezni tudi Jezusu Kristusu sledili. Tako bi tudi zmogli v našem življenju trdno stati in obstati. Na njem, ki je vogelni kamen našega življenja, bomo lahko varno gradili svoje poslanstvo, vsak na svoj način, tako duhovniki, kakor verni laiki. In samo v njegovem imenu je in bo gotovost, da smo rešeni. Zato danes na preprošnjo svetega Florjana prosimo, da bi vedno sledili Jezusu Kristusu, ki je dobri pastir, in se nikoli ne umikali v svojem poslanstvu, kamorkoli nas Gospod tudi postavlja. Amen.